Hi, živijo. Evo, sva že pri 4. triku, kako se hitreje naučiš angleščino. Jaz vedno rečem, da je lažje, če stvari vidimo, ne samo slišimo, in če angleško besedo dejansko povežeš s podobo, sličico. Lahko jo sam narišeš, sama narišeš, lahko si vzameš reklamo, če jih dobivate, in poiščeš notri, sploh pri vseh teh nižjih razredih, kjer je ogromno konkretnega besedišča, sadje, zelenjava, oblačila, pohištvo, prostori, številke, vse to, za številke recimo cene iz reklamnih letakov izrežeš in zraven pišeš. Vse to se da super uporabiti. Poglej enostaven primer. Recimo sadje in zelenjava, ne? Kaj vse lahko zraven ponoviva? Najprej poimenujeva, se pravi, slive napišeš zraven z besedo. Plums, potem grapes, grozdje, korenje, carrots, jabolka, apples, čebula, onions in paprika, peppers. Potem lahko nadgradiš, če že poznaš okuse ali pa jih spoznavaš, ne? Razdeliš glede na to, kakšen okus ima in zraven pripišeš. Recimo sweet, so vse te stvari, vsaj za mene. In apples, sweet, sladki, onions, sharp, pungent tudi, in pa peppers, spicy. Na ta način. In potem ponoviš še, kaj sodi med sadje, kaj sodi med zelenjavo. Napišeš obe besedi. Tukaj še en trik, poglej. Vegetables je zelenjava. Kako si to zapomniti? Vegetables. Vegetarijanci, a ne? Asociacija je ključna pri lažjem pomnjenju. Torej, jaz sem tudi z dvema različnima barvama napisala, da je bolj predstavljivo. Vege, torej vse, kar je zelenjavnega, kaj daš na table, na mizo. Zelenjava. Vegetables, torej zelenjava, skupaj se piše. In pa fruits. Tako, en kratek primer, uči se sličicami. Vse, kar je možno, izreži, nalepi v zvezek, napiši poleg in pa seveda bodi pozoren na črke. Se vidimo v naslednjem triku. Čau!